Gospod Brkić, danes vam je zmanjkal kanček sreče, pa bi lahko osvojili vse 3 točke. Ja, se strinjam. Mislim, da smo bili boljši nasprotnik, da smo dobro igrali, igrali smo v valovih, imeli svoje priložnosti, nismo jih izkoristili in samo podatek, mislim, da smo imeli 6-7 kornerjev, nismo izkoristili to nadmoč in škoda. Škoda, ampak tokratno priložnost bom izkoristil fante pohvaliti 0-0-0-0, direkten konkurent. Smo odigrali, kako smo se zmenili, ta kanček sreče nam je res zmanjkal, tako da v tej priložnosti čestitke fantom, čestitke enkratni naši navijaški skupini Small Faces in občinstvu, ki so nas bodrili, to je bila zadnja tekma letos in kot trener seveda danes sem bolj zadovoljen, kot zadnjič 2-2, čeprav so bili zadetki, ampak ni bila prava igra, danes je bila prava igra in boljši nasprotnik smo bili. Že čez en teden vas čaka težka tekma na Obali, kako se boste pripravili na to tekmo? Ja, lejte, mi smo v pokalu Kopra izločili in lansko leto za Evropo, vem, da se bojo sedaj preštimali, lepo 7 dni dobrih priprav, gremo v Koper stržiti čim več, škoda danes, da se je kapetan Jalan Pokoren poškodoval, ker je zlomil prst na nogi, tako da škoda, ampak nič, 7 dni lepih priprav, da zaključimo to enkratno sezono in čestitke fantom še enkrat in našim navijačem. Gospod Flis, vedeli ste, da vas danes čaka težka tekma tu v Kranju. Kako ste vi danes zadovoljni s predstavo svojih fantov? Ja, pogledajte, mi smo prišli danes, da bi po možnosti osvojili kar se da več. To pomeni, da nama je, da bi ostali neporaženi. To se danes zgodili, lahko smo s točko zadovoljni. Glede same igre lahko rečem tole. Prvi polčas je bil enakovreden. Ni bilo nekih izrazitih priložnosti, ne na eni, ne na drugi strani, morda pol priložnosti. V drugem polčasu pa moram priznati, da je bil naš nasprotnik konkretnejši, ustvaril si je nekaj priložnosti, vendar na nas srečo ni zadev, tako da smo osvojili to točko, s katero smo zadovoljni. V zadnjem obdobju vam ne gre najbolje. Kaj bo treba spremeniti v vaši igri? Ja, kot prvo bo moral dobiti nazaj igralce, ki so poškodovani. To so 4 igralci, ki so igrali v prvi ekipi, tako da smo v bistvu hendikepirani, kaj se tega tiče. Igralska kadra za letos so izven igre, tako da počakamo na to zadnjo kolo, potrudimo se, spomladi pa moramo narediti marsikaj, popraviti igro, morda se ukrepiti s kakšnim igralcem in poskušati obstati v tej ligi. Čez en teden vas čaka tekma proti Domžalami, kako vi napovedujete za to tekmo? Ja, podobno kot danes, želeli bi, da ostanemo neporaženi, potrudili se bomo, kaj nam bo pa uspelo, to bomo pa videli v nedeljo.